Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Tromeja je preteklo nedeljo gostila pohodnike treh dežel, Slovenije, Avstrije in Italije. Ti se tradicionalno drugo nedeljo v septembru odpravijo na Peč nad Ratečami in zadnja leta obujajo spomine na čas, ko je bila še meja in ko so bili drugi časi. To je edinstven prostor v Evropi, kjer se stikajo pač tudi tri narodnosti, tri jezikovne skupine, Slovani, Germani pa Romani. Tako da meni se zdi to prav, da takole ohranjamo, sicer meja med nami ni več. Moram reči, da smo tudi z ostalimi organizatorji zelo prijateljsko navezani en na druga. In mislim, da je to tudi prav. In je en dober občutek, ljudje lahko grejo tukaj v bistvu v sekundi v tri države naenkrat. Zbrane so točno opoldne na vrhu peči pozdravili župani treh dežel oziroma treh sosednjih občin, Kranjske Gore, Podkloštra in Trbiža. Kranjskogorski župan Janez Hrovat na Tromejo hodi že vrsto let. Ja, jaz sem že hodil, preden sem postal župan na Tromejo, ker mi je bilo že iz časov socializma, pa res ta prave meje, ta kraj in tak stičišče narodov tukaj na tem območju. Pa se spomnim še tistih časov, ko so na avstrijski strani kafe prodajali na italijanski riž, pa smo v Slovenijo to nosili. Pa je bilo tudi že takrat fajn, ampak zdaj je pa nekako drugače, simbolično moram reči, ni več tako močno ta treh dežel, ampak je v bistvu tega združenega območja, turističnega, kulturnega, pa nasplošno sožitja med temi narodi, posebej z temi občinami, ki pa sodelujemo, je pa tako odnos odličen. In kaj sporoča planincem, ki so prišli na Tromejo in vsem, ki so ostali v dolini? Kakšno je sporočilo tovrstnih srečanj? Ja, predvsem to, da je vredno priti na ta prelep konec naše domovine, skrajno severozahodno, da se tukaj s prijatelji podružimo in da na koncev rečemo kakšno stvar, kako naprej, kakšne vizije ima ta del Evrope na stičišču treh kultur. Ampak mislim, da smo zelo usklajeni in da večjih dilem ni. Upam, da tudi kakšen ta mednaroden internacionalen projekt zdaj, ki so tako aktualni, nam uspe ne samo na nivoju par 10.000 evrov, koliko nam zdaj uspeva, ampak da nam uspe tudi kakšen večji s kakšno infrastrukturno stvarjo, pa da mogoče v naslednjih letih skupaj probamo v to smer. Zadovoljni z vsem, kar so na Tromeji dobili, so bili tudi pohodniki. To je že tradicija, če se le da, pa če je vreme, če čas dopušča, z veseljem pridem. Letos sem malo večkrat prišel, ker Komunalna Kranjska Gora je tudi urejala ta predviden prostor. Tako da, če ste videli, smo tudi se potrudili, da je res lepo. Tako da tudi vidim, da vzdušje bo zelo lep, vreme nam služi, tako da lansko leto je odpadalo, no letos nam pa res gre vse na roke, tako da jaz upam, da bo dobro. Zmeraj prihajamo, poznamo prijatelje tudi iz Avstrije, iz Italije, tako da se zmeraj tukaj najdemo. In smo zelo zadovoljni, da je tako fajn, lepo vreme, pa vzdušje je dobro, super. Druženje, kaj vem, da ostanemo fit. Zato, ker imam partnerja iz Gorenjske in je rekel, da me bo peljal na Tromejo. Super, lepo, lepa pot, super, lepi kraji, krasno. Še bom prišla, če bo le šansa. Fajn je, tukaj je veliko ljudi, pa vse države so, pa lep razgled je. Gled na gore, okolica, ljudje, vse. Obiskovalci so bili torej navdušeni nad lepo naravo in tudi potjo, ki jim ni vzela preveč časa. Moje se hodi 2 ure, približno. Ja, v redu, ja, čisto počas. 2 urce pa peš, lepo fletam počas. 47 minut. Uro pa še malo, uro pa pol. S kolesom sem prišel, pa no in tako, smo se odločili starši, da gremo malo na izlet. Ja, dosti naporen, tam 1 uro pa pol.
Za zabavo na slovenski strani je skrbel Zahod Band. V domu Viharnik v Kranjski Gori so znova pripravili sejem 3 dežel. Lahko bi mu rekli tudi 3 generacij, saj so se na njem predstavili starejši pa tudi otroci. Letošnja tema pa starodobniki. Dom Viharnik že 5. leto zapored organizira sejem 3 dežel. Letos je novost ta, da predvsem se srečujejo 3 generacije, tako da bi ga lahko poimenovali sejem 3 generacij. Predstavili se bodo rovtarji, to se pravi uporabo, vozili bodo starejša kolesa v starih oblačilih, potem suha špaga in pa seveda kot 3. generacija otroci naših zaposlenih, ki nam bodo predstavili novejše oblike transporta ljudi, skiroji, rolerji in pa seveda kolesi. Ob tej priliki bi se rada zahvalila predvsem zaposlenim, ki z veliko voljo pripomorejo k vzdušju, stanovalcem, ki jim to predstavlja neke vrste, lahko rečemo pri taki ponudbi, ki jo imajo v našem domu tudi obremenitev v popoldanskih urah in pa seveda nastopajočim, ki so se odzvali našemu povabilu. To pa seveda ni edina prireditev, ki so jo v zadnjih dneh pripravili v Viharniku. Preko leta v domu Viharnik potekajo številne prireditve. Nedolgo nazaj smo gostili dalmatinske klape, ki so našim stanovalcem pričarali ta milost morja. In pa seveda vsakodnevno potekajo podobne kot so tombola, razni nastopi, sodelujemo medgeneracijsko, se povezujemo z vrtci, šolami in pa seveda z zunanjimi gosti. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Odprtje muzejske razstave Karavanke, prostor povezav in razhajanj bo v četrtek ob 18. v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Muzejski večer Ciril Praček bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. FIS, poletna velika nagrada v nordijski kombinaciji, bo v Planici potekala od petka do nedelje. Toliko smo vam pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!